V prvem delu bi rada na hitro razložila osnove, zaradi tega, ker verjamem, da velika večina že ve, kaj je messenger RNK cepivo, ampak pejmo zelo na hitro čez. Naše telo je sestavljeno iz proteinov. Informacijo za nastanek določenega proteina nosi messenger RNK. Zato se imenuje messenger kot informacija za nastanek nekega proteina. Messenger RNK pa nastane oziroma se prepiše iz DNK in to je zelo lahko razumeti. Rečemo, da hočeš narediti danes večerjo in boš šel v knjižnico in si boš posodil tole knjigo. Ampak v resnici si je ne moreš sposoditi in zaradi tega boš mogel prepisati to nek recept iz te knjige na papirček. In rečemo, da si prepišeš na tale papirček recept, ki ga boš vzel domov. In s tem lahko razumeš, da je ta knjiga DNK in ta papirček je messenger RNK, ki je nekak način message, ki ga boš vzel domov. In ko skuhaš ta recept, rečemo, da je to nek kolač, boš imel protein na koncu. In tako v bistvu to gre, se pravi DNK, messenger RNK in potem protein. Virusi so tudi sestavljeni iz proteinov in sicer na nek način ovojnica virusov, ki se imenuje kapsida, je sestavljena iz proteinov, v notranjosti pa nosijo dedni zapis, ki je lahko DNK, ki je ta knjiga, ki smo omenili, naprimer, v prenesenem pomenu. Lahko je pa tudi messenger RNK, ki smo omenili prej, torej RNK, razni tipi RNK-jev v bistvu, ki je ta papirček, ki smo ga prej omenili. Tako imajo dve različni varianti. In v bistvu, kaj se zgodi, ko virus nas okuži, je, da ko pride virus v naše telo reagira na te proteine, ki so na ovojnici virusa in sproži imunsko reakcijo, ki vodi v nastanek protiteles. In da razumemo v bistvu, kakšne cepiva sploh imamo, pa je tako. Do zdaj smo imeli večinoma cepiv, ki so narejene na bazi virusnih delcev ali pa samih virusov. In sicer lahko si imel živ virus, lahko si imel oslabljen virus, lahko si imel virusne delce, torej samo delčke, ki so na površini virusov. In te so ponavadi vcepili v nas in naše telo je imelo imunski odziv na njih in proizvedlo protitelesa. Za mRNK cepivo pa je malo to drugače, ker mRNK je pa tale message, se pravi tale informacija, ta recept za nastanek v bistvu tega proteina, ki je na ovojnici virusa. Kar pomeni, ko mi dobimo to cepivo, ne dobimo nobenega delčka virusa, ampak dobimo samo informacijo. In to informacijo bojo naše celice na to sestavile dejanski protein in bojo naredile protein, ki je v bistvu delček te ovojnice virusa. In na to bo potem naš imunski sistem reagiral. In to se ne bo zgodilo v nedogled. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi vsi proteini v naši celici nastanejo in na to se razgradijo. In to je zelo dinamičen proces. Tako da mRNA ne bo ostajala večno v nas, ampak bo v resnici zelo kratek čas ostala. In zato moramo razumeti, kakšne so pa lastnosti te messenger RNK. Skoraj smo pri odgovoru. Tako da messenger RNK so izredno nestabilne molekule. In zdaj si samo predstavljaj, zelo simpel je to. Če pogledaš tole knjigo, naprimer, se pravi recept DNK ali pa ta papirček, kateri se bo prej zmočil, če gre na dež, ali pa na sneg, ali pa veter, ali pa če ga daš v svojo torbo, kateri se bo prej zmečkal. Ta papirček, ne? Se pravi, messenger RNK je zelo občutljiva na zunanje okoliščine. In izredno hitro se razgradi in to vam lahko povem iz lastnih izkušenj, ko sem začela delati na RNK-ju, na messenger RNK, ko sem jih izolirala, se mi je tokrat zgodilo, da se je RNK takoj razgradila in kar ne vidiš to s prostim očesom, to šele vidiš kasneje, ko je eksperiment končan in vidiš, da ne dela. In zato je v bistvu messenger RNK izredno občutljiva in da so oni sploh lahko naredili neko cepivo, so mogli dati v cepivo določene nosilce ali pa medije, ki so omogočili messenger RNK, da se ni razgradila, da ostane v čim dlje časa na nativni formi. In ravno zaradi tega so pa tudi tako nizke temperature, ker samo tako nizke temperature in te nosilci omogočajo, da RNK preživi
izven telesa in izven naravnega okolja. Tako da zdaj smo skoraj prišli na odgovor v bistvu na drugi del. Se pravi, razumemo, da je messenger RNK izredno hitro razgradljiva in da te nosilci, ki omogočajo messenger RNK, so zato tam, da lahko dejansko od proizvodnje do našega telesa sploh ta molekula obstane in se ne razgradi v nemudoma. Ok, pojdimo zdaj na drugi del.